spoštovani gospod župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković, spoštovani in dragi predsednik Združenja generala Maistra, gospod magister Milan Lovrenčič, spoštovani vsi, ki danes tukaj predstavljate različna društva generala Maistra iz različnih krajev Slovenije, naš dragi tovariš Janez Stanovnik, dragi vsi državljani, državljanke, pripadniki, pripadnice Slovenske vojske in Ministrstva za obrambo, lep pozdrav na tej slovesnosti in predvsem naj nam vsem skupaj velja v opozorilo in pa v navdih. Danes je državni praznik. Danes je dan posvečen generalu Rudolfu Maistru. In ta dan, gospe in gospodje, praznujemo kot država, kot samostojna država Slovenija. Mi vsi, Slovenska vojska, Ministrstvo za obrambo, Mestna občina Ljubljana, državljani združeni v društvih in združenju generala Maistra, mi smo ta država, ki praznuje dan posvečen velikim dogodkom pred 92 leti. Kajti v noči na današnji dan pred 92 leti, torej 23. novembra 1918, je general Maister s približno 4000 borci in 200 njemu zvestimi častniki razorožil Mariborsko mestno varnostno stražo oziroma tako imenovano zeleno gardo in Maribor izročil v slovenske roke. To se je zgodilo po razglasitvi mestnega sveta, da se Maribor priključi k nemški Avstriji. Prevzem vojaške oblasti v Mariboru in nadzor nad Štajerskim Podravjem sta daljnosežno vplivala na to, da na tem delu slovenskega ozemlja danes vihra slovenska zastava. Za junaštvom Maistrovih borcev je bil na severni meji začrtano obriz današnje suverene slovenske države, ki ga je leta 1920 dokončno potrdil koroški plebiscit. Samostojna Slovenija je 23. november razglasila za državni praznik, ki ga praznujemo tako ali drugače, slovesno, manj slovesno, bogato ali manj bogato, po vsej domovini. Tudi danes tu za današnjo slovesnostjo pred spomenikom generala Maistra, pred Ministrstvom za obrambo, želimo izražiti naše največje spoštovanje do velikana slovenske zgodovine, do njegovih dosežkov in bogate zapuščine, ki je vključena v temelje slovenske države. In tudi kasneje, ko se bomo preselili k drugemu spomeniku generalu Maistru, in sicer na železniški postaji tu v Ljubljani, tudi tam bomo izrazili svoje veliko občudovanje tega velikana, izjemne osebnosti 20. stoletja. Maister se je kot vojak zavedal, da se za domovino ni dovolj boriti le z orožjem, temveč tudi s pesmijo, likovnim ustvarjanjem in spoštovanjem človeških vrednot. Spoštovane gospe in gospodje, danes je poseben dan tudi zato, ker se teh tovrstnih vrednot, človeških vrednot, vojaških, literarnih, političnih, diplomatskih in drugih osebnosti spominjamo tako, da v Mariboru, v Kadetnici, v dvorani, ki je posvečena generalu Rudolfu Maistru, začenjamo, oziroma smo že zjutraj začeli z velikim mednarodnim znanstvenim simpozijem, v okviru katerega bodo znanstveniki, strokovnjaki iz različnih strok 3 dni predstavljali, razglabljali in predstavljali različne osebnosti slovenske zgodovine 20. stoletja. Tudi Rudolf Maister je med temi pomembnimi osebnostmi. S tem bi želela povedati, da je mogoče državni praznik obeleževati tudi na takšne strokovne načine. Zato, gospe in gospodje, danes je dan, ko smo ponosni na svojo zgodovino in lahko smo ponosni tudi nase. Hvala, srečno vsem, ki ste se zbrali in naj bo za vselej. 23. november dan, ko vemo, da se lahko zgledujemo po velikih vrednotah, po velikem človeku, po človeku, ki je vedel, da je potrebno v nekem trenutku stopiti iz povprečja in tvegati sebe, tudi svoje borce, tudi tvegati za dobro svoje domovine. To bomo znali tudi v prihodnje. Srečno!